in s tvojim duhom. Tisti čas je Jezus govoril: Jaz sem dobri pastir da svoje življenje za ovce. Najemnik in tisti, ki ni pastir in ovce niso njegove, ko vidi, da prihaja volk, ovce pusti in zbeži, in volk jih pograbi in razkropi, ker je najemnik in za ovce ni v skrbi. Jaz sem dobri pastir in poznam svoje, in moje poznajo mene. Kakor mene pozna Oče, in jaz poznam Očeta, in svoje življenje dam za ovce. Še druge ovce imam, ki niso iz tega hleva. Tudi tiste moram pripeljati, poslušale bodo moj glas, in bo ena čreda, en pastir. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Po današnjem dogodku, ko smo slišali to Božjo besedo, res lahko rečemo, da je bil sveti Ambrož dobri pastir po zgledu Jezusa Kristusa, prav zaradi njegove pravičnosti in spoštovanja je kot cerkveni uradnik takratnega rimskega cesarstva užival veliko spoštovanje. In to so ljudi opazili, začutili in ga že pred krstom tudi izbrali za svojega škofa. Sveti Ambrož, čeprav je deloval v škofiji Milano, se je rodil v Nemčiji, v mestu Trier, v letu 339. Eni navajajo tudi 340. Takratni zapisi niso bili tako natančni, kakor danes. Je pa znana smrt leta 397, se pravi malo pred letom 400. Bil je v visoki rimski meščanski plemiški družini, kjer je bil tudi njegov oče kot prefekt, kot državni uradnik. Kasneje pa je sprejel krščanstvo in je res postal odličen pridigar in tudi svetovalec kar 3 cesarjev. In to kot škof je bil svetovalec cesarjev. Zelo je skrbel za lepo liturgijo, predvsem pa za lepo besedo. In to je tudi nagovarjal svoje duhovnike. Zato je kot milanski škof zavetnik mesta Milana, pa tudi Bolonje, zavetnik čebelarjev, in ker so svečari iz čebeljega voska izdelovali sveče, je sveti Ambrož tudi zavetnik svečarjev, ker je eden najbolj izobraženih teologov, je tudi zavetnik študentov. Kot državni uradnik pred sprejemom škofovske službe pa je tudi zavetnik policistov in varnostnikov. Upodabljal ga tako, da v roki drži čebelji panj. Seveda je ta čebelji panj še v tej stari izvedbi kot košara z obljo obliko na vrhu, ker te panje, ki jih danes uporabljamo, a že pa niso najbolj značilni, so dosti kasneje začeli izdelovati. Če bi v tem času živel sveti Ambrož, bi verjetno imel panje take, ki jih imamo
imamo sedaj v uporabi. In tudi na mnogih panskih končnicah je tudi upodobljen sveti Ambrož kot zavetnik čebelarjev in priprošnik za varstvo čebel. Je pa res zgovorno izročilo, ki pravi, pa je zelo verjetno, da se bi se to zgodilo, ko je bil Ambrož še otrok in je bil izredno bolan. In niso vedeli, kaj mi pomagajo, to je bilo pač konec 4. stoletja, začetek 5. So edino stvar, kar so mu lahko pomagali, da so mu dali med. In ker ni mogel jesti, so mu ga dali kar na usta in počasi se je med topil. In ljudje so opazili, domača družina, da je prav po tem medu se njemu zdravje izboljšalo in je preživel. In tako iz tega izročila je tudi sveti Ambrož zavetnik čebelarjev, priprošnik za dobro letino in za varstvo in zdravje čebel. Naj bo sveti Ambrož res priprošnik za vse naše čebelarje, da bi tudi Bog naklanjal blagoslov pri njihovem delu, da bi dajal zdravje čebelam, s katerim je človek že toliko stoletij povezan. In čebele, ki prinašajo med za tudi zdravje človeka, imajo izredno pomembno vlogo, ne samo pri teh izdelkih, ki jih imamo, ampak tudi v sadjarstvu, v kmetijstvu in tudi v povezanosti, v ravnovesju in harmoniji narave. Tako da so tudi čebele kot tiste znanilke stvarstva, ki si ga je Bog zamislil, da bi živelo v ravnovesju. S tem, da je človek skrbnik, gospodar, da stvarstvo tudi ohrani.